Lep pozdrav in dobrodošli na še enem liveu Kripto dnevno, to je live, ki ga imamo vsak dan ob 9 zjutraj na Patreonu, in če se mi želite pridružiti v živo, so povezave spodaj v pripetem komentarju in pa v opisu pod tem videom. To seveda, če me spremljate kasneje preko YouTuba, in če me spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste zamudili kakšnega posnetka tega livea. Tako, danes je sreda, 25.2. in imamo v bistvu kar precej za pokrit. Zelo zanimivo dogajanje, ki ga imamo tukaj. Imamo Bitcoin 15-minutni časovni interval in pa Bitcoin 1-urni časovni interval, in vidite, kako smo mi tukaj označili tole skrito medvedjo divergenco, ki smo jo imeli na obeh časovnih intervalih, in od tam naprej smo mi padali. Tako da jaz bom zdaj tole zbrisal, da nam ne bo smetilo grafa brez potrebe, da imamo čim bolj čist graf. Kaj se zdaj trenutno dogaja? Nekaj zelo zanimivega. Jaz namreč spremljam tole, bom kar označil, na 15-minutnem, torej tukaj imamo neckline mejo. Zdaj, to je čista špekulacija, ampak to trenutno spremljam. Imamo eno ramo, glavo in pa morda se nam zdaj dela tukaj ta druga rama. Torej, narobe obrnjeni head and shoulders, ampak tale vzorec je še treba potrditi. In tukaj je treba tudi opozoriti, da ti vzorci na nižjih časovnih intervalih so včasih, ne včasih, kar pogosto zelo vprašljivi. To je zaradi tega, ker na nižjih časovnih intervalih se zelo radi pojavijo lažni signali. Tako da to bo treba vsekakor spremljati. Neckline meja na okoli 66.300. Če mi tole zdaj, če lahko pridemo še do tukaj dol, do nekje 64.400, in potem, če se vrnemo nazaj na to mejo 66.300 in jo prebijemo, naredimo podporo, odboj, potem v bistvu lahko gremo naprej gor, in od zgoraj imamo tukaj naše prvo likvidnostno območje, ki ga še nismo pobrali. Se spomnite tukaj, ko sem opozoril, da je ogromno ljudi na nedeljo zvečer stavilo tukaj na padec, kot lahko vidimo tukaj, sploh kar se tiče Ethereuma, ampak tudi Bitcoin se je začel kar nižati. Torej, ogromno ljudi je tukaj stavilo na padec in ta padec se je tudi zdaj zgodil. Zdaj, če ti ljudje niso pobrali dobičkov, bi lahko bili zdaj tudi kaznovani, seveda, če nadaljujemo tole rast. Ta prva meja je torej na 68.300. Podobna situacija se nam dogaja tudi tukaj na enournem časovnem intervalu. Recimo, da imamo tukaj neckline mejo, tudi 66.300, 66.400, in bom označil, zdaj to še enkrat opozarjam, to je zgolj špekulacija. Torej, rama, glava in tukaj še ena rama. Bomo videli, če bomo dejansko šli tako naprej. In potem seveda preboj in rast naprej. Kaj še trenutno spremljam? Tole zbrisal, ker je čisto nasmetilo graf. Trenutno spremljam še tole, RSI.
smo prišli v prekupljeno območje, torej biki imajo trenutno kar kontrolo in na 15-minutnem časovnem intervalu se nam tukaj zdaj dela skrita bikovska divergenca. Imamo dno in višje dno v gibanju cene. Medtem ko tukaj pri RSI-ju imamo dno in pa dno na nekje isti višini. Zdaj lahko gremo še malce nižje. Na enournem časovnem intervalu tega trenutno še nimamo, tako da bo treba malo počakati. Sigurno tukaj tale meja bi znala biti bistvena na 64.400 spremljati, če naredimo skrito bikovsko divergenco tudi na enournem časovnem intervalu. Kaj me pa zdaj moti? Moti me predvsem tole, kako so se tukaj začele nabirati dolge pozicije, kot vidimo, kar precej. Tako na 15-minutnem časovnem intervalu, kot tudi na enournem časovnem intervalu. Vidite, da smo v prekupljenem območju in to so se začele nabirati praktično skoraj na tem dnu. Zdaj, vprašanje je, kdo je tukaj stavil na te dolge pozicije. Ali nekdo, ki ve, kaj dela, ali je bil tole retail. In v primeru, če se tole ne izvede in če nadaljujemo padec navzdol, je seveda ključnega pomena tole likvidnostno območje, ki ga imamo že označenega, že odprej in smo ga zdaj pred kratkim šli testirati. To je na tam okoli 62.500 in če niti to ne zdrži, imamo naslednjega na okoli 60.000. Tako da to bo treba vsekakor spremljati. Moti me pa tudi tole na enournem časovnem grafu. Vidimo, imamo tale vrh in pa tale vrh, bom kar označil, skrita medvedja divergenca. Vrh, nižji vrh in pa vrh, višji vrh. Tako da, ja, bo treba spremljati vsekakor. Kar se tiče rasti, bi jaz spremljal tole mejo na 66.400. Če to prebijemo in naredimo na njej podporo, potem je večja verjetnost, da gremo pobirati tole likvidnostno območje na 68.000. Kje bi lahko bila še kakšna likvidnostna območja, če bi potem nadaljevali z rastjo, kje so stavili na padec? Tukaj vidimo, da so kar stavili na padec in vrh imamo tukaj na 70.000. Torej, to bi bilo tudi naše naslednje območje za pobirati. Dajmo zdaj pogledati še Ethereum, kako se on kaj obnaša. Situacija tudi tukaj je kar podobna. Tukaj smo označili to likvidnostno območje, ki smo ga šli pobirati na 1938. Pred kratkim smo ga pobrali in zdaj smo bili zavrnjeni in delamo popravek od tam nazaj. Se pa dela podoben vzorec. Vidimo tukaj ena rama, glava in zdaj morda se nam dela ta druga rama, ampak še enkrat opozarjam, to je špekulacija. To moramo potrditi. Glavna meja je tale na 1935. Če mi tole, samo malo, če mi tole prebijemo, naredimo podporo, odboj, potem lahko rastemo naprej gor in naslednja meja je tukaj, ki smo jo že prej označili na začetku tega tedna, zaradi tega, ker
Tukaj je ogromno ljudi stavilo na padec in ta padec se je potem dejansko tudi izvedel. Torej, tukaj na 1955 in kje imajo ti ljudje stop losse? Seveda nekje na tem prejšnjem vrhu. To je meja 1985, tako da lahko bi se zgodilo, če se to dejansko zdaj izvede, da gremo mi pobirati tole likvidnostno območje tukaj. V nasprotnem primeru pa vidimo tukaj, točno na tem dnu so nekateri stavili na rast. Torej, likvidnostno območje, ki bi ga šli pobirati, če se mi obrnemo navzdol, je tam nekje na 1800. Tako da tudi tukaj bo treba zelo natančno spremljati dogajanje, kaj se bo zgodilo, ali bomo prebili tole neckline mejo in nadaljevali z rastjo, ali pa je zdaj tole zavrnitev, ki bo šla še naprej dol in pobirati tole likvidnostno območje na 1800. Torej, zelo pomembna meja 1935. In poglejmo še enourni časovni interval, tudi zelo podobno dogajanje, neckline meja 1930 in tudi tukaj se nam potencialno dela narobe obrnjeni head and shoulders, ki je bikovski vzorec, ampak to bo treba še vsekakor spremljati. In ja, kot sem že omenil, motijo me vsekakor tele dolge pozicije, ampak ta glavno besedo seveda tukaj ima gibanje cene. Kot smo mi tukaj imeli, na primer, ogromno kratkih pozicij in je potem trg dejansko padel, se lahko tudi tukaj zgodi, da mi dopolnimo tale narobe obrnjeni head and shoulders in potem seveda rastemo naprej gor in gremo pobirati likvidnostna območja, ki so navzgor. In ta prvo označeno imamo na 1985. Potem naslednje, ki bi bilo še potencialno, tukaj so kar stavili na padec, imamo vrh pri 1985, prejšnji vrh je bil na tam nekje 2030, tako da zaenkrat bo to dve likvidnostni območji potencialni, ki bi jih lahko šli pobirati, če dobimo mi tale preobrat, če se dejansko izvede tale head and shoulders, ampak to bo treba še spremljati. To dogajanje se lahko nadaljuje še naprej v jutrišnji dan, tako da vsekakor ne me pozabiti spremljati, ne se mi pozabiti pridružiti tukaj na Patreonu vsako jutro ob 9. Tukaj mi tudi lahko v chatu date predloge za kakšen kriptokovanec, da ga skupaj pogledamo. Zdaj tudi vidim, da je svetloba čisto neka čudna. Tukaj mi je sončen dan in mi sonce nabija v hrbet in ne pomaga niti nobena luč od spredaj, tako da se moramo opravičiti za to. Dobil sem tudi kritiko, da se tile grafi kar težko vidijo, bom moral malo pogledati pa popraviti. Zdaj, situacija je tudi taka, da sta v bistvu tukaj tudi dva grafa, tako da tudi če bi dal čez cel zaslon, ne vem, koliko bi tole dejansko pomagalo, morda bi. Zdaj tudi, če spremljate preko mobitela, bi to znalo biti kar malce težje za spremljati, tako da bom pogledal, kaj bi se dalo tukaj rešiti. Vsekakor pa tudi komentirajte, kako vi vidite, ali vam je ok ta način, ali bi morda kaj spremenili. Tako da kar komentirajte ali v chatu,
ali pa od spodaj pod videom, če to spremljate kasneje preko YouTuba. Še enkrat, če želite dobiti sveže podatke vsak dan, se mi ne pozabiti pridružiti na Patreonu vsak dan ob 9. zjutraj, in pa če spremljate kasneje preko YouTuba, se ne pozabite naročiti na moj kanal, da ne boste kakšnega posnetka potem tudi zamudili. Kakšen všeček pa seveda tudi zelo pomaga. Tako, to bo to za danes. Vsekakor zelo, zelo zanimiva situacija, ki bo vredna spremljanja. In tako, zdaj pa vam želim še en lep sončen dan naprej in se vidimo ponovno jutri ob 9. zjutraj. Čau, čau!